Državni prazniki niso kar tako, so nekaj posebnega. Takrat praznujemo svete stvari in zato je prav, da se o tej zamisli tudi polemizira. Če bo Državni zbor prišel do potrebne velike večine za njegov sprejem, pa mislim, da ne bo nič narobe, če se bomo Slovenci pridružili tistim državam, ki so zaenkrat še redke, ki nimajo samo državnega praznika, ampak imajo dela prost dan. In takrat ljudje vsi, kolikor je le mogoče, gredo ven, športajo, se rekreirajo, slavijo svoje šampione. Mislim, da smo fenomen in v rekreativnem športu, in v profesionalnem športu, da s takšnim številom prebivalcev malim, kot imamo, posegamo v sam vrh na svetu. Seveda pa tu še globji pomen, kot smo danes slišali, in skratka, ideja se mi zdi krasna, zato sem tu danes tu. Praznujemo kulturne praznike, verske, politične, tako da se mi zdi kot Slovenci s svojimi rezultati, s svojimi vrhunskimi športniki živimo za šport in si definitivno zaslužimo tudi imeti svoj praznik dan športa. Meni se to zdi ful dobra ideja, ker sem pač sama športnica in se mi to zdi kot ful dober del življenja, ki ga moramo ohranjati za zmeraj. Smo tudi eden najstarejših narodov, kar se tiče organizirane športne vadbe v Evropi. Zato tudi ni naključje, da smo izbrali 1. oktober. To je pač dejansko rojstni dan slovenskega športa, ker je bil takrat leta 1863 ustanovljen Južni Sokol, ki pa je imel seveda mnogo širše domet kot pa samo športni. Je bil vsenarodni, dvigal je narodno samozavest, dvigal je občutek pripadnosti slovenskemu narodu in nam omogočil, da smo pravzaprav skozi te viharje tudi preživeli.